V domžalskem športnem parku so domači Domžalčani gostili Valur iz Reykjavika. Povratni dvoboj v drugem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa je potekal v Domžalah. Prva tekma na Islandiji z 1-2 v korist Domžal, potem ko je Repas zadev za prednost Domžal 0-1, je islandska ekipa izenačila, Ibričić pa je v drugem delu postavil končni rezultat 1-2. Na povratni tekmi brez večjih presenečenj v postavi Domžalčanov v vratih je stal Dejan Milić, desno obrambi Širok in na levi strani Balkovec. Dobrovoljci in Blažič kot osrednja branilca, potem pa še v vezni liniji Husmani, Vetrih in Repas, na krilih Matjašič in Bizjak, v sami konici napada pa je tekmo začel Ivan Firer. Prva prava priložnost za Valur v drugi minuti, to je bil šok za Domžalčane. Takole je Širok storil prekršek za 11 metrovko in to je bila velika priložnost za Islance, da se vrne v boj za napredovanje v Ligi Evropa. K žogi stopil Lidson in natančno in močno meril ter premagal vratarja Dejana Milića za prednost gostujočega moštva v tretji minuti, ko je po 11 metrovki izenačila na 2-2 v skupnem rezultatu islandska ekipa. Takoj priložnost za Vetriha, ki je meril nekoliko previsoko, ostala je pri prednosti Islancev, potem pa še priložnost za domače, žoga na drugo vratnico. Pravo je streljal Vetrih, odbito žogo pa je poskušal spraviti mrežo, ampak to je bil prekršek za 11 metrovko. Anderson je bil nekoliko pregrob in k žogi je stopil Ivan Firer, natančno in močno je meril, da je premagal še vratarja Valurja za izenačenje na 1-1. Tekla je 25. minuta in Domžalski športni park je oživel, izenačenje na 1-1 še v tem prvem polčasu. Skupno torej 3-2 v korist Domžalčanov in spet so bili v prednosti, nato pa še zaključek prvega polčasa, najprej kombinacija Repasa in Balkovca, ki je oddaleč sprožil mimo vrat, in pa še priložnost za Islance, odlično izveden prosti strel Lidsona in dobra obramba Dejana Milića. Nato pa v zaključku prvega polčasa šok za domače, to je bil gol za 1-2. Begelt je pospravil žogo mrežo, natančno meril in premagal Milića za prednost Valurja 1-2 in s tem tudi izenačenje v skupnem rezultatu. Bilo je 3-3 in identično tudi v golih na gostovanju. Odločil je torej drugi polčas, katera ekipa se bo vrstila v tretji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Med polčasom trener Simon Rožman menjav ni opravil, še vedno je zaupal najboljšim 11 nogometašem, ki pa so bili v tem drugem delu precej bolj odločni in željni zadetka kot morda v prvem delu po nekoliko slabšem začetku. Prva res lepša akcija nogometašev Domžal, ko je takole sam pred vrati zadev Bizjak, ampak hkrati je bil v nedovoljenem položaju in zadetek je bil razveljavljen. Napad za Islance, Begelt je prišel do novega zaključka, tokrat je bil ta strel lahek plen Dejana Milića. Potem kombinacija za Domžale, Senjad Ibričić je poslal ogenj Matjašiča, ki je sprožil z razdalje preslabo za vratarja Andersona. Nato pa še napad Domžal po desni, Širok proti Franjiću, ki je sprožil daleč, v drugem delu je ekipo okrepil Petar Franjić, ki je zamenjal Bizjaka, in še prosti strel do drug kot Jure Balkovec, pa ga je uspešno izvedel in Domžalčani so izenačili na 2-2. Balkovec je zadev v 69. minuti, tudi Flori je zabil odličen gol za zmago na gostovanju, tokrat je žogo pospravil mrežo še v domačem domžalskem športnem parku. Jure Balkovec za izenačenje na 2-2 in skupno v golih 4-3 v korist Domžalčanov. Že v naslednji akciji, naslednji minuti je žogo na svoji polovici prejel Senjad Ibričić, izmenjal čudovito dvojno podajo s Firerjem in zatresel mrežo za 4-2, poživil igro Ibričić v drugem polčasu. Rezultat je bil 3-2 in lep zadetek za bivšega nogometaša številnih eminentnih klubov v Evropi. Tokrat je prinesel izkušnje in kvaliteto v tem drugem delu, takole pa premagal še vratarja Islancev za 3-2. Do konca več ni bilo lepih akcij in to je bila še ena zmaga Domžal pred domačimi gledalci. Ja, jaz bi se strinjal,
sigurno spet začetek tekme nerazumljiv, dejansko spet se še nismo sedeli, pa je bilo dejansko 0-1 na semaforju, bili smo zelo v krču, nekako nesproščeni, po polčasu mislim, da smo se pošteno pomenili, kaj mi želimo predstavljati, najprej sebe. In sem zelo vesel pa ponosen na fante, da so zadevo v drugem polčasu obrnili. Videli ste moč Valurija, drugi niso dobeni outsiderji, ampak ena zelo dobra ekipa. Mi smo se jim postavili po robu, mislim, da videli prave rotacije v igri in smo zelo zadovoljni, da smo se veseli tretji V samem zaključku tekme so Islanci poskušali, ampak pravih situacij si vendarle niso prigrali. Izkušeno so Domžalčani zadržali prednost 3-2 iz tega dvoboja in skupno s 5-3 napredovali v naslednji krog, kjer jih čaka v naslednjem tretjem predkrogu Freiburg iz Nemčije, predstavniki iz Bundeslige, najprej čez teden dni v Nemčiji, potem pa čez 2 tedna v Stožicah. Domžalčani doma pričakujejo nemškega predstavnika v Ligi Evropa. Domžalčani so na 4 tekmah v Evropi dali kar 10 golov, 5 estonski Flori in 5 tudi islandskemu Valuriju. Razpoloženi so in lahko sproščeno čakajo na svojega tekmeca, to je torej nemški Freiburg že čez teden dni v Nemčiji.